bataljona 87. pešpoljka iz Celja smo prisotni na razstavi. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gostje, dobrodošli na odprtju razstave ob 100. obletnici konca Prve svetovne vojne Odmevi na Konjiškem. Še posebej topel pozdrav namenjam gospodu Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Gospodu Florjanu Jančiču, častnemu občanu občine Slovenske Konjice. Gospodu Jožetu Vogrinu, konjiškemu arhidiakonu. In seveda vsem vam, spoštovani prisotni. Za slovesen uvod v odprtje razstave je poskrbela ponazoritvena skupina iz Trbovelj v avtentičnih oblačilih vojakov Avstro-Ogrske vojske iz Prve svetovne vojne, za glasbeni uvod pa slovensko ljudsko Nocoj pa oh nocoj, učiteljica petja na glasbeni šoli Slovenske Konjice, profesorica Andreja Obrulj. 11. novembra 1918 se je končala Prva svetovna vojna. Vihre Prve svetovne vojne so se dotaknile tudi naših krajev. Junaštva vojakov z Konjiškega in kruti vojni vsakdanjik so odmevali v usodah ljudi. Z razstavo v organizaciji občine Slovenske Konjice in zgodovinskega društva Konjice ter soorganizaciji Splošne knjižnice, gimnazije in glasbene šole Slovenske Konjice želimo izpostaviti humanitarnost naših krajev, ki je bila v življenju ljudi ključnega pomena.
V času prve svetovne vojne sta v Konicah delovali dve bolnišnici. Bolnišnica Rdečega križa in Lazaret številka 2, s katerima sta povezana zakonca Pombaj in rodbina Windischgrätz. O prvi svetovni vojni v zgodovini človeštva in odmevih na Konjiškem v času prve svetovne vojne bo spregovorila avtorica razstave, magistrica Aleksandra Voldin, predsednica Zgodovinskega društva Konjice. Izvolite, predajam vam besedo. Spoštovane Konjičanke in Konjičani, cenjeni gostje, dovolite mi, da na začetku začnem s tole nežno cvetico takih prosojnih lističev, ki spominja na prelito kri. Namreč to je bil navdih kanadskemu zdravniku McRaeju, ki je bil tudi leta 1915 poklican v vojno. In ko je opazoval te grozote, je ob tem napisal pesem Na flandrijskih poljih. In simbol maka je danes znan po vsem svetu kot simbol konca oziroma trpljenja vojakov v prvi svetovni vojni. Danes, ko s 100-letno odmaknjenostjo gledamo nazaj na te dogodke, so nam lahko v opomin. Želela pa bi, da nam ne bi bili samo v opomin, ampak v navdih in izziv, da lahko sami kaj postorimo v tem svetu, v katerem živimo zase in za druge. Bom tole cvetico zataknila tole na razstavo, da bo še druge opominjala in v navdih. Danes bi vam želela predstaviti razstavo, ki se pravzaprav dotika samo Konjiškega. Namreč, ko smo prebirali gradivo, ki ga imamo, smo nekako ugotovili, da skozi pisne vire, predvsem skozi korespondenco vojakov z domačimi, torej iz Konjiškega, štejejo le dobre človeške vezi. Namreč v vojno so odhajali v duhu borbe za vero, za cesarja, za domovino, za svoje domače. Ampak, ko smo čustveno gledali na zadeve, smo opazili, da jih je bilo vendarle zelo strah, da v tisti zadnjem momentu, ko je bilo treba iti v boj, so jih opogumljale besede njihovih domačih. Takrat ni bilo več pomembno, torej, kdo je cesar, kdo je domovina. Domovina seveda v smislu do ljubezni, do domačije, do svojcev. Ampak mnogi so bili obupani. Tule, ko boste pogledali eksponate, lahko vidimo, da je tako domačim kot vojakom bila v oteku vera. Vse polno je svetinjic, rožnih vencev, talisman, streh, kreposti in drugih podobic, tudi v dnevnikih je to zapisano. No, ko smo že pri dnevnikih, naj povem, da smo v Konjicah našli dva dnevnika. Eden je v nemščini in je bil najden v Zoretovi hiši v Konjiškem starem trgu, drugi pa pripada družini Strmšek, ki ga hranijo kot pravo svetilnico. Še zdaj živeča sestra, Franca Strmška, je pripovedovala o tem in kot sem rekla, kot družinsko svetinjo, so potem poklonili pravnukini ta dnevnik, ki ga hrani, za potrebe naše razstave, pa si boste lahko pogledali iz dnevnika tamle zanimive skice, namreč je velika posebnost. Večinoma v dnevnikih zasledimo samo zapise. Tu je pa vse polno, jaz bi rekla, pravih umetniških slik. Risane so s peresom, svinčnikom. No, najprej seveda pomisliš, kakšen umetnik je bil Franc Strmšek. Ampak, ko smo brali te strani, je zaupal dnevniku, da so mu to risali njegovi soborci, ki so bili različnih narodnosti. Po zapisih lahko vidite, da so večinoma nemškega rodu v borbi, so pa delovali skupaj kot eno in so mu služili kot spomin. Tamle smo pripravili, ker stražijo vojaki, smo pripravili bralni kotiček. Namreč
Slovenski gospodar, časopis iz tistega časa, je objavljal novice z bojišč. In zasledili smo kar nekaj člankov, ki se nanašajo prav na konjiško, torej prav na vojake, ki so odšli iz našega področja. Posebej smo označili tiste članke, da si boste lahko malo pogledali, kogar zanima. Sicer pa moramo povedati, da je v teh vojnih časih seveda tudi na Konjiškem delovala propaganda. Lepo je razvidna iz teh ohranjenih konjiških razglednic. Prva tule prikazuje žičko kartuzijo z vojakom in z napisom v nemščini, da naj vojaki razmišljajo o domovini in naj se znova vrnejo. Spet druga, pa je tam zadaj, si jo boste lahko potem pogledali, ta pa je iz Konjiškega trga. Tudi tam je vojna tematika, seveda vojni jarki, nad vojnimi jarki, pa angel, ki bdi nad njim. Zraven je tudi podoba cesarja. Podoba cesarja se je pojavljala tudi na raznih spominskih skoldenicah, ki so jih na domačijah uporabljali v gospodinstvu. To nam tudi na nek način nakazuje, da je ljudstvo imelo veliko lojalnost do cesarja takratnega Franca Jožefa. No, verjetno ste že opazili tule prelepi zvon, ki ga tudi krasi podoba Franca Jožefa. Sicer je danes med nami tudi gospod arhidiakon Jožef Ogrin, ki nam je prijazno obljubil, da bo povedal nekaj zanimivih zgodb in zakaj se ta zvon danes nahaja v župnišču. Kajti gre v bistvu za šolski zvon Tepanske šole, takratne ljudske šole iz leta 1898, ko so ta zvon navabili v čast 50-letnice vladanja cesarja. Pobrskali smo tudi po arhivih in v Nadškofijskem arhivu v Mariboru je tudi listina, ki govori ravno o tem zvonu. Tako da je berljivo, pisava je lepa, si lahko to tudi preberete. In ko smo postavljali razstavo, so mnogi rekli, da je tale kotiček najljubši. To je zvon, simbolno. Po drugi strani, torej šlo je za vojno obdobje, ampak tudi v vojnem obdobju so se ljudje zaljubljali in poročali. Zvon nekako to nakazuje. No, pa če sem že prej omenila, pa tudi zadnjo uro seveda in tamle so pa tudi izpisi iz arhiva občine Slovenske Konjice iz Mariške knjige. Torej nekaj seveda bilo je tudi veliko mladih vojakov. Nekaj smo prikazali. Če se torej vrnem na šolo. Tudi v šolskih kronikah je zapisano, da so se v takratno humanitarno akcijo zbiranja vključili tudi šolski otroci. Zbirali so vse mogoče, od denarja, bombažvine, kopriv, predvsem pa kovin. Na to so pozivali tudi v cerkvah, tudi o tem je nekaj pastoralnih pisem ohranjenih, namreč iz kovin so potem vlivali topove. No, pa še mogoče zanimivost v zvezi s koprivami. Verjetno boste nekateri to tudi vedeli, da je kopriva rastlina, ki nekako vpliva tudi na to, da zmanjšuje krvavitve. Tako da koprive so vojakom služile, da so si pripravljali na fronti jedi in tudi čaje. Sem pa zasledila tudi, da bi naj iz kopriv, ker je vsega primanjkovalo, izdelovali tudi uniforme za nemško in avstro-ogrsko vojsko, torej kot eno izmed sestavin. Pa še nekaj. Namreč na vojno so seveda odhajali učitelji. Tudi to je zabeleženo, nadučitelj Henrik Širk z Konjiškega, mogoče je nekomu znano, je tudi zabeleženo v Slovenskem gospodarju, da je seveda bil ranjen. Mnogi od teh učiteljev se seveda nikoli več niso vrnili za kateder. In tudi to je eden izmed razlogov, da govorimo kasneje o feminizaciji učiteljskega poklica.
Ko razmišljamo o vojnem obdobju, pa, kot je že povedala napovedovalka, ne moremo mimo humanitarnosti, ki je povezana z dvema našima bolnišnicama. Ena je bila na Prevratu, ki je med ljudmi znana kot bolnica Rdečega križa. Ta je bila prva, ustanovljena sicer že v 19. stoletju, v ustanovnem odboru sta bila tudi zakonca Vajt in rodbina Vindiš-Grec. Tule so tudi nasliki, torej Adelma von Vajt, njen mož in Kristjan Vindiš-Grec, ker je pa bilo na bojišču zelo veliko ranjencev, so kmalu pri nas v Konjicah odprli še lazaret s preprostim imenom kar Lazaret 2. Ta se je nahajal v telovadnici nekdanje ljudske šole, to je na mestu, to tudi Konjičani veste, kjer sta danes glasbena šola in osnovna šola Podgora. Sicer tista stavba je zdaj pač preurejena oziroma prezidana. Adelmo pa moram še posebej izpostaviti, kajti ona je kot velika humanitarka dala tudi prvi svetovni vojni posebno noto. Namreč zdravila je vojake, na bojna polja jim je pošiljala magnetizirano vato in jim dajala piti magnetizirano vodo. Imamo različna mnenja o tem, ali je to pomagalo ali ni pomagalo. Prav gotovo je lajšalo bolečine in komu tudi rešilo življenje. Če ne bi bilo tako, ljudje ne bi pisali. Še posebej pa je zanimivo ohranjena pesem, ki jo je posvetil nek major Avstro-Ugarske vojske z naslovom Moj zdravnik v ženski upravi. Moj zdravnik v ženski podobi cveti v redki lepoti, ljubezni do bližnjega zdravi, obrača se k božji dobroti. Polaga nežno roko in v mislih ji teče molitev, čez to se spušča božje oko in bliža se bolnemu ozdravitev. Še več s čaranjem napravi, pameten je njen nasvet, nadaljavo zdravi s kosom vate, ki je s silom prežeti. Tudi nam vato je poslala, da bi v bolniku položili, ki prej z uroki je ljubezni dala svojim blagoslovom. Hvala magistrici Aleksandri Boldin za strokovno besedene odmeve na Prvo svetovno vojno in Jakobu Mlakarju, dijaku Gimnazije Slovenske Konjice, za recital pesmi, ki jo je Adelmi von Vajt posvetil major Avstro-Ugarske vojske. K besedi pa v nadaljevanju vabim gospoda Jožeta Vogrina, konjiškega arhidiakona, ki je za tukajšnjo razstavo dal na ogled zvon Tepanske šole, ki je v obdobju pred, med in po vojni učence iz Tepanja vabil k pouku. Izvolite. Dragi prijatelji, v Evangeliju beremo, da so Jezusu dali novec v roke, ko so ga vprašali, komu se davek plačuje. In je rekel, dajte mi novec. In so mu dali novec in na novcu pravi, pogledajte, čigava je podoba in napis. In so rekli, cesarjeva. In jim je rekel, cesarju dajte, kar je cesarjevega, Bogu pa kar je Božjega. Tale zvon ima cesarjevo podobo. Podobo človeka, ki je našim pradelom zagotavljal zelo dobre uvej življenje. Jaz sem rojen na Dunaju in sem živel čisto v avstrijski meji na slovenski strani in sem stare ljudi rad poslušal. Najlepše možne stvari so govorili o kajzarju, o cesarju, o tem, kako je nekako skrbel za njih, kako je nekaj prav posebna podoba je bil med ljudmi. Ta zvon je prišel v župnišče manj verjeno sosledje dogodkov. Kupljen je bil
50-letnici vladavine cesarja Franca Jožefa. 1848 je bil zelo mlad, postavljen za cesarja, in leta 1898 so ta zvon nabavili za tepansko šolo. V Konicah je bila šola, pa potem je v Ločah. Tepančani so pa vmes dobili šolo. In so to bili navdušeni ljudje in veseli ljudje, ker so imeli šolo sredi travnikov. Odmislimo vse, te pa ni bilo nič, razen vasi, v vasi tam par hiš. In so dobili šolo in so hoteli v ta spomin imeti zvon in so nabavili šolski zvon. Ta zvon jih je vabil v šolo. Začne se pouk in tako so ti ljudje s tem zvonom v bistvu se začel pouk tam, ena širina duha, tudi za te preproste ljudi, ki so tam živeli. Ta zvon je potem romal v gasilski dom. Gasilski dom ni še imel sirene takrat, ampak je zvonom klical na pomoč, če je bilo treba skupaj spraviti. Prišli so časi, ko zvon ni bil modern, ne? In ko so sirene sodile gasilski dom, in ta zvon je tam nekje stal. Dokler niso si umislili, da bi radi si neki avto kupili, gasilci, in so z mojim predhodnikom blagega spomina zakšeftali. In tako so dobili nekaj sredstev za njihov avtomobil, para pa je dobila ta zvon. Ta zvon je sedaj v župnišču. So me že prosili, da bi ga kam dal. Pa ga ne dam. Zakaj ga ne dam? Ne zato, ker je za tamkajšnjo rabo. Zvon ima poseben namen. Bral sem v enih kronikah, da so ljudje jokali, ko so jim zvonove iz turnov jemali, jokali in bili žalostni, ker so jim vzeli to, kar je posvečeno. Zvon je maziljen, je božji klicar, točo odganja. In ko so jim jemali zvonove, so ljudje jokali. Po drugi strani pa nekje na dnu srca pa bili malo veseli. Veseli zato, ker jih vrag jemlje, ker bo kmalu konec vojne. Ker če že morajo iti po zvon, pomeni, da je kmalu konc, ne bo več dolgo. Kmalu bo morija končana. In tako se mi zdi, da so Konjice tudi ta davek dale cesarju. Prvi vojni so nam en zvon pustili. Z 5 jih je bilo, 4 so šli in so iz njih naredili topove. Potem so si leta 24 prišli do drugih zvonov, pa je Dolf vse pobral in so tudi enega pustili v Turnu nam. In tisti je še danes, z letnico 1715. In tisti zvon je edini originalni. In da boste vedeli, še zdaj nismo kompletni. Še zdaj je treba spraviti morda enkrat skupaj pa reči, naredimo tisto, kar smo imeli. Napravimo si zvone, obstaja še livarna, ki te zvonove dela, Gras Maja v Innsbrucku, in tam še lahko nam ta zvon odlijajo. Imamo vse oglas, imamo vse zapisano, kakvi glas ima, kakvi ton ima vse, in to še lahko naredimo. Zakaj mi je pri srcu ta zvon? Zato, ker govori, bi rekel, o nas, ki smo tu doma. Jaz sem tudi zdaj tu doma. Govori o nas, ki smo tu doma. In je del, bi rekel, zgodovine, katera je se v srca ljudi zapisala kot ena dobra zgodovina. Ko so ljudje rekli, glej, dobro nam je bilo. In ko so kasneje, nekako, vse, kar vprašaš, kasneje reče, nikoli ni bilo tako, kot je bilo takrat. Nikoli še ni bilo več potem tako, kot je bilo takrat. Takrat je bil red, takrat je bilo spoštovanje, takrat je bilo tako. Nekako je to en drugi način mišljenja in vsega je bilo. In se mi zdi, da nekako tudi morda ta razstava in vse te stvari, ko boste to brali, ta besedila, ko boste brali, ne vem, če človek danes zna tak napisati, to preprost človek, vojak, tako srce izlit na papir na tak način.
Ti ljudje so bili dobri, zlati, duhovni ljudje. In s tem so prihajali, s tem so šli na fronto in s tem so s fronte pisali in s tem so se tudi za vero, dom in cesarja borili. To mi je bilo tisto, kar so bile svete stvari. Morda ob tem, mogoče tudi v prihodnemu času naproti, gledamo, da bi neke stvari, ki smo jih že imeli, ali pa ki so nam bile predobljene, mogoče osvojili nazaj ali pa jim dali večjo veljavo in vrednost. Ker s tem tudi mi postajamo žlahtnejši in boljši in s tem, ko mi postajamo žlahtnejši in boljši, damo vedeti, da smo se iz zgodovine nekaj naučili, da nam je zgodovina nekaj dopovedla, da smo zgruntali, da končno vse hudo, kar so dali naši predniki skozi, je lahko nam ena odskočna deska, zato da si boljši vsakdanjih naredimo. Da si naredimo, tako, ti ljudje so svoje življenje dali mlada za neko sveto stvar. Mi pa imamo, hvala Bogu, mir in če tudi mi svoje življenje posvetimo za neko stvar, ki nam je danes sveta, nam tudi mora biti dobro. In morda naj tudi zvoni in vse, kar nekako tukaj spominja na neke stare čase, lepe čase, nam bo tak opomin za naprej, da se bomo trudili. Podoba cesarja je pa tako v ljudeh, ne vem, jaz si ne znam predstavljati, ne znam nekako, kaj bi danes, da je nekomu lahko tako blizu. Jaz sem bil mali in pač ne bi bil duhovnik, verjetno nikoli, če ne bi znal poslušati ljudi. In sem stvarno poslušal te stare ljudi, veliko se posluša stare ljudi. In koliko so to lepih stvari znali povedati, ravno zato, ker so res nekako, jim je to veliko pomembno. In zato mogoče tako je treba tudi skrbeti za dobra imena drug drugega. Dobra imena drug drugega, da si ščitimo dobro ime, da si dajemo dobro ime, da si imena ne pustimo kvariti, tudi drug drugemu ne kvarimo, ker to je degradacija vseh. Po vsem tem vam želim, da bi mogoče iz te razstave razbrali ne samo čas pred stoletjem, ampak izziv, ki ga ima za današnji čas, da bi znali tudi mogoče na tako krvavo stvar gledati z veliko žlahtnejšimi očmi, kako boste lahko videli iz te razstave, z veliko žlahtnejšimi očmi, kako da mi to danes znamo videti, kako mi pojemo. Toliko mogoče z moje strani, pa hvala. Hvala gospodu Vogrinu. Sledi pa še vrhunec današnjega dogajanja, uradno odprtje razstave. Za uradno odprtje prosim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovani gospe in gospodje, v teh dneh po tem delu Srednje Evrope vsi na svoj način praznujemo konec Prve svetovne vojne. In nekako imamo občutek, da smo do tega trenutka, ko smo prišli v bistvu do stoletnice, konca vojne, v naših krajih nekoliko pozabili na to dogajanje tistega časa, na vse te grozote, ki so se dotaknile takratnih ljudi, tudi na prispevek Konjičank in Konjičanov, čeravno glavna fronta ni nikoli potekala v naših krajih, ampak so bili pa še kako vpeti v tisto dogajanje. In nekako imam občutek, ko smo pred dnevi na Češkem bili deležni ene take slovesnosti, ampak oni praznujejo v drugem pomenu šele konec Prve svetovne vojne, ampak s ponosom praznujejo nastanek prve, takrat Češko-Slovaške republike. In resnično s ponosom, z velikimi slovesnostmi, danes, sicer vsako v svoje državi, ampak družno Čehi in Slovaki to znajo praznovati.
In meni je danes tako pri srcu, ker vidim, da imamo ljudi, ki znajo zbrati te podatke pred pozabo. Iskrena hvala magistrici Aleksandri Boldin in vsem tistim številnim sodelavcem, ki ste pri tem pomagali, da smo prišli do te razstave. In jaz sem prepričan, tako kot je tudi gospodar Diakon rekel, da se bomo iz teh podatkov, iz teh obuljen spominov naučili tudi tistega, kar so takrat imeli, pa mi včasih nekako nehote ali pa hote pozabimo. To je tisto spoštovanje do sočloveka, tisto dostojanstvo, ki so ga ti ljudje takrat imeli. S tem je tale razstava odprta, jaz vam želim, da jo zanimanjeno pogledate, odnesete vsak delček te razstave v svojih mislih domov in naj to, ta dogodek, tale spomin na prvo svetovno vojno služi v prvi vrsti tudi kot opomin na to, kakšen je smisel je vojna in da se tega človeštvo nekako ne more privoščiti. Še enkrat, hvala organizatorjem, vam vsem pa obilo zanimljivega pogleda in pa užitka o tem, ter pa prijetno druženje, kajti tako polna pa tale Kristijanina soba že dolgo ni bila. Hvala. Hvala gospodu županu za uradno odprtje razstave in hvala profesorici Andrejo Brul. S pesmijo Franceta Marov, Ta pomlad se bliža, je zaključila današnje uradno druženje. Iskrena hvala pa tudi Hedi Vidmar Šalamon, Ani Miličevič in Petri Klima za postavitev razstave, Robertu Vrečku, Jožetu Baragi, Bojanu Padežniku in Nadžu Knji Slovenske Konjice za razstavljene eksponate in fotografije, ter Nadškofijskemu arhivu Maribor in arhivu občine Slovenske Konjice za razstavljeno arhivsko gradivo. Naj se vihra vojne ne ponovi nikoli več. Naj bo današnja razstava spomin in opomin in naj bo večen na tisti čas spomin. V nadaljevanju večera lepo vabljeni na ogled razstave Zdravico in klepet. Predstavniki Zgodovinskega društva Konjice
pa vam bodo seveda na voljo za kakršnekoli dodatne informacije o razstavi. Želim vam lep preostanek večera in srečno vsem.